Hvala, živijo, gospod Gospod Godler. Je vse v redu? Moram reči, da ta teden mi pa ne zgledate najboljši. Da niste slučajno kaj zboleli? Ne, kakšno zbolel, to je verjetno samo kakšna to sezonska alergija. A ste na kaj alergični? Niti ne, razen na vladno zapravljanje mojega denarja. Drugače pa niti... Ne, drugače pa niti ne. Gospod Žerjal, pa vi kašljate kri. A ja, to je normalno, to po moje samo od spremembe letnih časov bo minilo čez par tednov, ko neha vse cveteti. Če pravite, da niste alergični, pol šansa za alergijo nekako pade. Pa koliko res vem, od alergije se ponavadi kiha. Mi pa tle po pljuč ste že skašljali ven. Zdaj ponoven so tudi zdravnik, ali kako? Zgleda, sem vas vsa ta leta napačno naslavljal, doktor Godler. Povejte mi več, prosim, o mojem zdravstvenem stanju, res. To je samo uraščena dlaka, ne? Ne, nisem zdravnik. Imate prav, se obličujem, absolutno. Ne, mogoče sem tudi jaz malo preveč burno reagiral. Malo sem razdražljiv, ker sem res slabo spal. Ja, vam kakšna mladenka ni dala? Ne, zbujal sem se vsakih par ur poten, pa parkrat bruhal. In vi pravite, da niste bolan? Ne vem, pač. Pa zakaj ne greste do zdravnika? Ker ga nimam. Nimate osebnega zdravnika? Ne, tista zdravnica, ki sem jo prej imel, je preprosto nehala delati. Ne, da je zamenjala ordinacijo ali kaj takega, kar nehala je. Po par letih z mano kot pacientom je iz nekega razloga se naveličala delati z ljudmi. Ne vem. In mi je dala odpoved, meni so pa poslali pismo, nimate več zdravnika, jebi ga. V uradnem pismu je pisal jebi ga? No, ne čisto s temi besedami, ampak so mi dali jasno vedeti, da se ne sekirajo preveč, da se je to zgodilo. Ker edini zdravnik, ki so ga mi oni predlagali kot nadomestnega, je imel še 2 tedna do penzije. Tako da... Mogoče bi celo ujel za en pregled, če bi se naročil tako mesec in pol preden je prejšnja nehala. In zato, gospod Godler, sem se odločil, da bo naslednji korak mojega oddelka za javno eliminacijo brez veznih izplačil ukinitev javnega zdravstva. Ukinitev javnega zdravstva? V celoti, ste prepričani? Zdravstvo rabimo, gospod Žerjal. Tudi, če ima trenutni sistem nekaj napak, ni to malo ekstremno ukinitev v celoti. A se ne bi odločili za kakšen bolj zmeren ukrep? Sej to je zmeren ukrep. Prvotna rešitev, ki sem jo imel, je bila dosti bolj drastična, gospod Godler. Se opravičujem, ne sledim čisto, a lahko bolj razložite to. Seveda, poglejte, gospod Godler. Država, na kratko povedano, preprosto ni dobra v ničemer. Zadala si je nalogo poskrbeti za zdravstvo in naenkrat nimamo dovolj zdravnikov. Pa to je ena od osnovnih stvari, ki nam je obljubila. Nič skrbeti glede zdravstva, to bomo vse mi pošlihtali. In kako so pošlihtali, tako da primanjkuje zdravnikov. In se vsako stvar čaka po par mesecev. Drži? Ja. Žal trenutno to res drži. Ampak kako ste tako prepričani, da ne bi bila situacija brez države samo še slabša? No, poglejmo si potem eno drugo področje, kjer država ne samo, da ne zagotavlja dostopnosti, ampak se celo proti njej aktivno bori. Droge. Droge so prepovedane in država se trudi delati vse, kar lahko, da ne bi bile dostopne in so povsod. Par ljudi v tej publiki je verjetno zdaj na njih. Če ste se doma kdaj spraševali, zakaj se vsake toliko smejejo, tudi ko sem čisto resen, to je to. A pa mislite, da so prepovedane substance res tako vse prisotne? Seveda, še ven iz državnega zbora jih ne uspejo spraviti. Ko greš ven, moraš paziti na pijačo, da ti kakšna droga slučajno ne konča not. Glejte, ni čakalnih dob, ni receptov, ni naročanja, zadeva funkcionira. Sej mogoče se kdaj zgodi, da ti prodajo napačno substanco, ampak sej tudi v zdravstvu kdaj napačno koleno operirajo. Zato sem rekel, da je to zmerna opcija, drugače, ker če bi bilo čisto po moje, bi jaz situacijo obrnil. Torej, da so droge javne in zdravstvo prepovedano. Tako bi naenkrat
primanjkovalo drog in zdravniki bi se dobili na vsakem vogalu. Ja, to pa ima smisel. Ja, mogoče bi lahko celo za ordinacije uporabljali stanovanja od trenutnih dilerjev. Če tam pozabijo kaj inventarja, kot se vselijo, lahko imajo naprej z anestezijo. Najlepša hvala, gospod Žerjal. Nepozabno kot vedno. Nepozabno kot vedno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno.